Oggi ci vuole coraggio a parlare di gioia, ci vuole soprattutto fede. Il mondo è assillato da tanti problemi, il futuro gravato da incogniti e timori. Eppure il cristiano è una persona gioiosa e la sua gioia non Danes è je za govorjenje o veselju potreben pogum, potrebna je predvsem vera. Svet mučijo številni problemi, prihodnost bremeni mnogo neznank in bojazni, a kristjan je kljub temu vesel človek. Njegovo veselje ni nekaj površinskega in bežnega, temveč globoko in trdno, saj je to veselje dar Boga, ki napolnjuje življenje. Naše veselje izhaja iz gotovosti, da je Gospod blizu, je v opoldanskem nagovoru na 3. adventno nedeljo opozoril papež Frančišek. Sicer pa se je navezal na Božjo besedo, ki govori o odgovorih Janeza Krstnika na vprašanje ljudi tistega časa, iz katerih lahko razumemo, da nihče ni izključen iz poti spreobrnenja za dosego odrešenja. Bog nikomur ne preprečuje možnosti zveličanja. V želji izkazovati usmiljenje do vseh je skoraj da nestrpen in si želi sprejeti vsakogar v nežni objem sprave in odpuščanja. Vprašanje, kaj naj naredimo, čutimo tudi mi kot svoje, ugotavlja sveti oče. Današnje bogoslužje tudi nam z Janezovimi besedami ponavlja, da se je treba spreobrniti. Treba je znova stopiti na pot pravičnosti, solidarnosti in skromnosti. To so nujno potrebne lastnosti zares človeškega in pristno krščanskega življenja.